mislim, da vseh teh skoraj 20 let, kar delam, mislim, da enkrat nisem imela primera, da bi lahko ljudje spustili zajtrk brez posledic. Da imamo radi sladkor, to ni kar tako, ker smo si tako malo izmislili ali pa ker je pač dober. Stres, izgorelost, možganska megla so stvari, ki se začneš pa že s temi stvarmi. Srečevati je jasno, treba nekako ukrepati. In lahko si tako zapomniš, recimo DHA je D kot polovica možganov. Okay? Ja. In to je lahko asociacija, to je ful dobro za razvoj možganov, zato so DHA za otročke malo bolj pomembni in ko kupujemo prehranske dodatke. Kako pa hitra hrana vpliva na razpoloženje pa na možganske povezave? Drage gledalke in cenjeni gledalci, ne boste verjeli, ampak znova ste priklopili na Šparov podcast Več vem, bolje jem. Danes bomo pitali možgane. Pogovarjali se bomo o hrani, ki jo potrebujejo naši možgani, tako otroški kot odrasli. Vsi vemo, da ne delajo enako na vsa goriva, tako da danes bomo pobrskali malce, kaj je tisto, kar nam bo naše male sive celice spremenilo v srednje velike sive celice ali pa mogoče celo v velike sive celice, čeprav pod mikroskopi bojo še vedno majhne, ampak mi tlele govorimo metaforično. Kaj nam bo dalo več fokusa, kaj nam bo dalo boljši spomin, kaj nam bo dalo stabilno energijo. In z mano je nutricionistka Mojca Cepuš. Mojca, lepo pozdravljena. Zdravo. Povej, možgani, kakšno gorivo, koliko goriva, čistko na hitro za uvod, da se pripravimo. Okay, možgani so zelo potraten organ. Tukaj je razlika med otrocmi, pa med nami, ko smo že odrasli. In sicer otroci lahko porabijo tudi 50% vseh kalorij, ko jih pojejo, samo za možgane, ker se možgani tako hitro razvijajo. Odrasli pa še vedno porabimo zelo veliko, nekje 400 kalorij, recimo 20-25% vsega, kar pojemo, energija gre v možgane, s tem, da možgani delajo primarno na glukozo. V zelo izrednih razmerah, recimo pri postu, stradanju in tako naprej, lahko deluje tudi na ketone, na ketonska telesca, vendar določen del nevronov, v določenih delih možganov vedno potrebujejo glukozo. Super. Mojca, zdaj si povedali, so ketoni, zdaj imamo glukozo. Vse to, ne skrbeti, drage gledalke in gledalci, bomo pojasnili v naslednjih minutah, ampak še prej, tako kot je pri nas v navadi, preverimo prehranske mite. 5 mitov, ki jih bo Mojca ovrgla ali pa potrdila, in jaz sem že ves na trnih, kaj se bo zgodilo s prvim, ki pravi takole. Če otrok ali odrasel zjutraj ni lačen, zajtrka ne potrebuje. To je spet velika razlika, ali govorimo za otroka ali za odraslega. Pri odraslem je tako, da če si zdrav, imaš primerno telesno težo, pravilno ješ, zvečer ne posegaš po tisti hrani, ki veš, da ni dobra za tebe. Ampak si bil po noči 3-krat v hladilniku, ko si slučajno šel na WC, pa si rekel, glej, sendvič. No, če se to dogaja in ne je zajtrka, potem je zajtrk nujen zate. In v moji praksi moram reči, da mislim, da vseh teh skoraj 20 let, kar delam, mislim, da enkrat nisem imela primera, da bi lahko ljudje spustili zajtrk brez posledic. Se pravi, če ga biksamo zvečer ali po noč, potem najverjetneje delamo napako pri zajtrku. Pri otrocih je pa malce drugačno, ampak vseeno, odrasli, če smo torej zdravi, imamo primerno težo, vse to, potem lahko tudi spustimo zajtrk, če nimamo posledic popoldan. Pri otrocih je malce drugačno. Vemo, da so njihovi možgani veliko bolj potratni z energijo. To pomeni, da vsak padec v glukozi, torej v sladkorju, ki ga možgani potrebujejo, bolj vpliva na njihovo počutje, razpoloženje, kognitivne, to so miselne sposobnosti. In raziskave zelo jasno kažejo, da otroci, ki spuščajo zajtrk, imajo slabše rezultate na testih IQ-ja, na testih spomina, testih koncentracije. Tako da zajtrk je za otroke nujen, ali če je zajtrk zelo majhen, recimo pol banane, pest mlečnikov, potem mora biti malica večja. Pri odraslih pa bi rekla, da je tudi nujen, vendar obstajajo izjeme. Pa recimo mogoče tudi ne, če se ga kdaj izpusti, verjetno ne bo toliko velike škode, kot se recimo pri otrocih, kjer je nujno, da ga serviramo. Mislim, dolgoročno en zajtrk nima nobenega vpliva, gre bolj recimo, ti imaš otročke, jaz imam otročke, če moj otrok spusti zajtrk, bom jaz nosila te posledice, ali pa vzgojiteljice v vrtcu, ali pa recimo, tvoj otrok že hodi v šolo? Ja. No, se pravi, pa če je ta dan ravno nek test,
teoretično, oziroma neke raziskave to potrjujejo, je večja verjetnost, da bo imel slabše rezultate. Se pravi, ima takoj, se pravi, že 1 uro potem, ko zaužijemo zajtrk ali ga ne, možgani to začutijo. Ti zdaj hočeš meni reči, da se meni ne bilo treba nič učiti, da je bilo dosti, samo da dosti jem. Točno to. Evo, petke, še vedno. V glavnem, hvala Mojca. Drugi mit, sladkor škodi možganom, povsem ga moramo izločiti. Ne. Jaz sem zelo sladkosneda in sem tako vesela, kadar lahko povem, da je sladkor super gorivo za naše možgane, vendar je seveda vir pomemben. Bel rafiniran sladkor je pač ekstra slaba izbira, razen seveda, če gremo na maraton ali pa smo sredi maratona. Ali pa recimo, ni nič drugega za jesti, pa pač potrebujemo glukozo, ker en sladkorček, namizni sladkor ima v sebi pol glukoze, pol fruktoze, in ta glukoza gre tudi za možgane. Torej ne, sladkor niti slučajno ne smemo opustiti tudi, a veste, da smo mi, oziroma da smo mi, da imamo radi sladkor, to ni kar tako, ker smo si tako malo izmislili ali pa ker je pač dober. To je evolucijska prilagoditev na hrano, ki je varna za nas in nam bo dala veliko energije in to ne gre kar odrezati, oziroma ni tako preprosto, imam voljo in zdaj ne bom jedel sladkorja. Torej, če skrajšam. Mogoče pač lahko je pa, da to gledamo, se pravi, da uporabljamo sladkorje, ki so že ali v sadju, v drugih živih, se pravi, da skušamo, da ta sladkor ni ravno to, da bom zdaj pa rekel, imam pa kos kruha, pa si bom na njega dal 5 žlic belega rafiniranega sladkorja in to pojedel. Tako. Se pravi, mi lahko sladkor dobimo iz kompleksnih ogljikovih hidratov, pa tudi bi rada poudarila, če imamo mi res zelo dobro sestavljen obrok, recimo, če imamo mi vsene kosmiče, ki vsebujejo in beljakovine in ogljikove hidrate, če to mešamo z grškim jogurtom, ki ima ogromno beljakovin, pa če mi damo čez, 2 žlici domače marmelade, ki vsebuje seveda veliko sladkorja, verjetno belega, to še vedno lahko pač zapakiramo v uravnotežen obrok. Drugače pa je, če jemo gumijaste bombončke kar tako na kavču, če se bašamo s sladkarijami, če jemo sadne jogurte kar tako brez zavedanjem, da je to sladkarija, to pa seveda potem ni v redu. Ok, hvala. 3, pazi to. Tle mislim, da smo zdaj že majčkeno stopila na ta teritorij. Če poješ dovolj kalorij, je vseeno, od kod pridejo. Če gledamo, to je zdaj zelo popularno, se pravi, veliko kolegov razlaga, da so kalorije. Kalorije in da vseeno, kaj jemo. Če gledamo samo na telesno težo. Potem, če želimo recimo hujšati, moramo imeti manj kalorij, kot jih bomo porabili, oziroma moramo imeti manjši vnos. Deficit. Če pridobimo na teži, rabimo več. Vendar pa kalorija vedno pride v paketku. In seveda mi od kalorij ne moremo kaj veliko. Kalorija je v bistvu sama enota za energijo. In je zelo pomembno, v kakem paketku ta kalorija pride. Torej, če pride v paketku z beljakovinami, je to dobro za naš imunski sistem, za mišično maso, za možgane, za preživetje. Če pride v paketku z ogljikovimi hidrati, potem je to bencin za naše telo, torej gorivo. Če pride v paketku za maščobo, je to lahko esencialne maščobne kisline, ki so nujne za vse naše celice v telesu, za možgane. Torej zelo je pomembno, od kod kalorije dobimo. Pa še ena stvar je, kar se mogoče ne tako pogosto o tem ne govori, ampak če jaz dobim 100 kalorij iz mesa, bom efektivno uporabila manj, jih bom imela na koncu manj, ker bo moje telo za prebavo in presnovo teh beljakovin in porabilo nekaj kalorij. In recimo jaz bom lahko iz 100 gramov mesa efektivno mogoče samo 70% kalorij uporabila za to, kar jih telo porabi. Ostalo bo šlo za prebavo in za presnovo. To je tako, če malo svoje laično znanje, tako kot pravi pač kaj kumarice, lubenica, kjer pravzaprav večino energije, ki jih dobiš, pravzaprav porabiš za to, da prebaviš. Tako. Temu rečemo, to seveda ne obstaja in ni strokovno, ampak laično rečemo, da so negativne kalorije. Recimo, če bi jedel, kumarice, zelo veliko kalorij, tega pač nekako ne moreš živeti in tudi vzdrževati težo ne moreš. Tudi če bi nekako nabasil vse kalorije. Ker imaš ti svalijo druge stvari, ki jih pač kumarice nimajo. Tako, to pa absolutno. Mislim, da sem enkrat že povedala, kaj pomeni rabbit hunger, ne? Ne, to pa stekla ali zajčja hrana? Zajčja hrana. Torej, mislim, lakota, ne hrana. Lakota, tako. Se pravi, hunger, oziroma, hunger, a sem zdaj povedala pravi termin. Torej, če bi jedel samo zajca, bi umrl. Ker je zajec vsebuje tako malo maščob, da pride do podhranjenosti. Nima dovolj esencialnih maščob in pač
enkrat umreš, ker nimaš dovolj hranil. Ker načeloma na mesu bi lahko dolgo živeli, če so notri maščobe, če jih je zadosti. In če bi jedel samo zajce, bi umrl. Zajci so pa evolucijsko vedeli, da morajo biti hitri, da pobegne, ker so rekli, ne moramo mi tega narediti ljudem. Ne moramo, mi smo prijazni, mi jim bomo pobegnili, oni daj pa dobijo tisto meso, ki ga potrebujejo. Tako, kravice, prašička. Ja. Evo, in ribe, mogoče tudi, ker zdaj je četrti mit pravi, omega-3 lahko enostavno dobimo iz oreščkov ali rastlinskih virov. Drži, ampak je tukaj en catch. In sicer omega-3 maščobne kisline, to so dolgoverižne maščobne kisline, so različne in v oreščkih, recimo v orehih, v čija, v lamenu je ena oblika omega-3, ki se reče ALA. Kaj pa naše telo potrebuje, so pa EPA in DHA, omega-3 maščobne kisline, in da se presnovi v našem telesu iz ALA v EPA in DHA, je to zelo, kako bi rekla, proces, ki ni precej učinkovit. Nekje 10%, 5 do 10% sploh dobimo potem teh omega-3, ki jih nujno potrebujemo. V praksi to pomeni, da če pojemo recimo mali košček ribice, dobimo dovolj kakovostnih pravih omega-3, oziroma za isti ekvivalent teh pravih omega-3 bi mogli pojesti recimo 5-krat ali pa 10-krat več lanenih semen, na primer. Tako nekako rečemo, recimo 10 gramov lanenih semen ali pa 2 grama ribjega olja. Tako je nekako primerjava. Ja. Hvala. In še ena, tale je pa prehrana nima velikega vpliva na spomin ali razpoloženje. Seveda ima. Tukaj se lahko kar vrnemo na omega-3 maščobne kisline. Sploh DHA maščobne kisline so povezane z razvojem možganov, EPA so povezane z dobrim počutjem in je lahko to tudi podporna terapija pri raznih depresivnih obolenjih. To je samo ta en mali segment. Potem, da ne govorimo, da hrana, ki jo pojemo, vpliva na črevesno mikrobioto, da se dopamin pa drugi hormoni, zaradi katerih se dobro počutimo, se tvorijo v črevesju. To vpliva na naše razpoloženje. Tako da hrana ima bistven vpliv, da nismo še sploh nič povedala o železu, o B-vitaminih, ki jih dobimo v hrani. Jaz mislim, da bova to povedala v nadaljevanju najnega pogovora. Najlepša hvala za te mite, ki sva jih potrdila, ovrgla. Zdaj pa bova kar nadaljevala iz te točke. Namreč, res, kako prehrana vpliva na delovanje možganov. Se pravi, če gledamo možgane, pri otrocih nas verjetno najbolj zanima razvoj, pri odraslih oziroma potem pri starejših pa upadanje možganskih funkcij. Kako lahko tukaj mi posežemo vmes z izbiro prehrane? Precej, vendar bi rada za začetek povedala, da je za razvoj možganov pomembnih več različnih faktorjev, pa tudi za preprečevanje upada kognitivnih funkcij. To pomeni, da je spanje na prvem mestu. Spanje, to je regeneracija za možgane. Potem je gibanje izjemnega pomena. In pa uravnotežena prehrana, ki je zelo plastovita. To pomeni, ne samo moramo jesti ribice, to je dobro, ampak recimo pomembno je, da jemo zajtrk. Pomembno je, da so obroki uravnoteženi do te mere, da nimamo prevelikih spajkov oziroma skokov v glukozi. Ker vemo, da če pojemo recimo bel kruh z marmelado, se bomo super počutili, bomo imeli veliko energije, ravno mogoče uro pa pol, potem pa, ker je ta naval sladkorja tako velik, trebušna slinavka sproži veliko inzulina in ta inzulin se spravi potem vse te sladkorne molekule v jetra, v mišice ali tudi v maščobo, če so ostale skladišča polna. In ta hiter padec potem sladkorja vpliva na to, da se slabše koncentriramo, slabše si zapolnimo, slabše se lahko fokusiramo, tudi vidne zaznave so slabše. Torej, obroki morajo biti približno uravnoteženi, to pomeni, da morajo vsebovati ogljikove hidrate, torej za ta nek cukor, ki ga rabimo, beljakovine, zato da zmanjšamo glikemično obremenitev obroka, da se počasi to presnavlja v našem telesu, prehransko vlaknino, potem antioksidante. Precej kompleksno je, ampak ko nekako potegnemo črto, vidimo, da je mediteranska dieta tista, ki vpliva na najbolj širok spekter potrebnih snovi za dobro delovanje možganov. K mediteranski dieti se bo potem še vrnil, se bom jaz naredil, da si jo zapisujem, čeprav imam že natipkano, ampak tako, da ker sva se pripravila. Da je učeno, ravno to, zdaj si tudi rekla, se pravi, pri otrocih je pomemben ta zajtrk, sploh, ker ves čas potrebujejo. Kako pravzaprav lahko pa zdaj, če gledamo čas, smo spali dovolj, pa
recimo, da smo aktivni, kako pa potem vplivamo, recimo, glih na to, na mogoče ali na spomin, na fokus. A je kakšna taka hrana, ki bi lahko rekel, zdaj pa potrebujem, fokus, a je kakšen tak prigrizek ali pač nimamo tega čudežnega, ki bi nas za momentarno lahko dvignil, ampak pač obstajajo neke smernice, ki skrbijo za splošen dvig pozornosti. Se pravi, smernice za splošen dvig pozornosti je absolutno omega-3, železo, vitamini skupine B, to so nekako 3 bistveni elementi. Sicer pa spet je razlika med otroci in med nami, se pravi, za naju je najboljša substanca, da res dvigne fokus in pozornost in način, kako pomnimo, da smo bolj učinkoviti pri pomnjenju, je kofein. To je res ekstremno učinkovita substanca, tudi nikotin, ne bi zdaj priporočala, da ljudje kadijo, ampak tudi zelo močno dvigne fokus. Pri otrocih seveda se tega ne poslužujemo. Je pa mogoče majhen trik, ko je za otroke tudi lahko primeren. Je pa tako, probajmo razmišljati o možganih kot recimo v naših mišicah. Se pravi, ko gremo v hrib, kaj razmišljamo? Na pražen želodec ne bomo šli 2 uri v hrib hoditi, ne bomo nekaj pojedli, torej bomo pojedli zajtrk oziroma obrok pred nekim naporom. Za možgane je napor recimo naloga, hud sestanek, težek podcast in moramo telo pripraviti. Tale je lahko, kar obvladaš. Tukaj so, ne bom rekel možgane na stedve, ampak lahko bi na teščega naredil tega. Torej, ampak vemo, tudi če greš recimo teč, da če bomo delali na tešče, ne bomo tako učinkoviti. No, pri možganih je ful podobno, pa še eno stvar vzajemo seboj v hribe in to je izotonik. Aha, jaz sem hotel reči knjižica za štempilko. Okay. Lahko rečemo prehranski dnevnik, tudi to zelo pomaga, da smo bolj urejeni pri prehrani. Izotonik pomeni sladkor, voda in sol. In kaj to pomeni? Voda je, če smo dehidrirani, naša storilnost, možganska storilnost pade. Slabše se fokusiramo, ne moremo si stvari zapomniti, fokus nam pade. Torej, voda je bistvenega pomena. Potem pa, če se veliko potimo ali če nismo imeli uravnotežene obroke, da imamo malo pomešane elektrolite, da nimamo zadostih, je ta sol, ki jo damo v vodo, nam elektriko po telesu spodbudi. Se pravi, to je zelo pomembno spet za razmišljanje, za kognitivne sposobnosti in pa sladkor. Sladkor, glukoza je glavno gorivo za naše možgane. In recimo midva, da bi hotela najbolj izrabiti vse substance, ki jih si lahko privoščiva na legalen način, je kava, sladkor, pa recimo sladkana limonada. Ali pa, tako, to bi bilo recimo učinkovito za otroka, pa neka sladkana limonada, na primer. Super. Zdaj, ko pa pridemo, mogoče že čez tisto neko mejo dobrega počutja, pa vsem bi rekel vrvežu in sistemu, v katerem živimo, in stres, izgorelost, možganska megla, so stvari, ki se začneš pa že s temi stvarmi. Srečevati je jasno, treba nekako ukrepati. Ampak je tudi mogoče tukaj kakšna stvar, mogoče pa, ne bom rekel, zdaj sva se pogovarjala, kaj ti pomaga za fokus. Je mogoče tudi kakšna stvar, ki jo pa mogoče v takih primerih fino odmakniti, da ti ne poslabša stanja. Simptomov, Najprej, kadar želimo targetirati neko zdravstveno stanje, je zelo dobro. To ne govorimo zdaj o neki diagnozi, tam imamo ponavadi že predpisane neke diete. Ko pa govorimo o nekih občutkih, kot je možganska megla, perimenopauza, recimo, izčrpanost in tako naprej, je fino, če si napišemo neke simptome. Ker vse ne moramo reševati s hrano, veliko pa lahko. In najbolj pomembno je za začetek, da damo kri. In potem v krvi vidimo, česa nam dejansko primanjkuje, kajti suplementi najbolj delujejo takrat, ko imamo manko. Se pravi, če imaš dovolj železa, pa boš zdaj jemal železove preparate, ti lahko to škoduje. Ne bo ti posebej koristilo, če si pa v deficitu, ti bo pa zelo koristilo. Se pravi, to je neka osnova. Potem pa razmišljamo, se pravi, možganska megla, lahko so recimo hormonske spremembe, lahko je recimo napačna prehrana do zdaj bila, lahko je prevelika telesna teža, lahko je pomanjkanje gibanja. Se pravi, ko to nekako ugotovimo, ker na pomanjkanje spanja bomo s hrano lahko malo vplivamo, bistveno pa ne. Se pravi, ko vse to nekako ločimo, potem rečemo, se pravi, poglejmo, kaj so najbolj kakovostna živila, pa kaj nam škoduje. Škoduje ponavadi nihanje sladkorja. Se pravi, če imamo hudo možgansko meglo, je mogoče lahko učinkovito kakšna dieta, ki bolj bazira na beljakovinah in na maščobah. Ampak to je treba se res precizno lotiti, kaj ti lahko naredimo ogromno škode, če rečemo, ne bom več ogljikovih hidratov jedel, sam še čevapčiče, pa kajmak, to bi bilo zelo slaba izbira.
Potem lahko povečamo omega-3 skoraj sigurno preko prehranskih dodatkov in bo to dolgoročno, mislim, čez nekaj časa bomo videli rezultate. Lahko jemo hrano, kot je recimo rdeča pesa, kdaj kakšno borovo rdeče meso, da povečamo vnos železa. Potem lahko pogledamo, predvsem za ženske je to pomembno, iz česa so naši obroki sestavljeni. So to testenine za smetanovo omako pa solata, kjer ni nobenih, mislim, zelo malo beljakovin, ali dejansko pojemo dovolj beljakovin, ki so pač pomembne za ta stabilen nivo sladkorja v našem telesu. Oziroma preprečujejo neke velike spajke. Torej, zelo kompleksno je, individualni pristop je tukaj nujen. Prva stvar je pa, da damo preveriti kri. Moj prijatelj, dr. Akula, bo zelo vesel tega nasveta. Zdaj, zajtrk, si prej že omenjala, sva pri mitih in kako je pomemben. Kako pa sestaviti ta zajtrk, da te bo, se pravi, en primer si že dala, recimo, se pravi, kosmiči, grški jogurt, majčkeno nekaj ali marmelade domače. Kakšni so te triki, na katere moramo biti pozorni, ko si sestavljamo, ker verjetno je pa tudi, mogoče kdaj nimamo časa, ker vemo, smo leteči, vedno se mudi, žal nismo več v tem, da bi citiral Andreja Šifrerja, na delavski avtobus se vedno mudi, ker jih ni več, ker se vsi vozimo s svojimi avtomobili, ampak kaj v tisti gneči, jutranji v naglici, je pa kakšna taka stvar, ker če pa recimo res nimaš možnosti si vzeti za pripravo, ampak da ti pa ne bo naredila preveč škode. Najbolj preprosto je banana pa pesto oreščkov. To skoraj ni izgovora. Če hočemo imeti to različico na ekstra slasten način, potem na banano namažemo recimo maslo iz lešnikov, pa to pojemo. To je v bistvu taka huda sladica, da mislim, težko najdeš boljše. Če pa gremo še korak naprej, pa lahko vzamemo recimo maslo od lešnikov ali od orehov, nekaj, kjer so dobre maščobe noter, damo notri malo kakava, malo medu in tudi, če samo to na žlico pojemo, ima zelo okus po čokoladnem namazu, to je pač res dobro. Samo to, 2 žlici tega je recimo to hitro nekaj 250 kalorij, dobrih maščob, nekaj zelo malo sladkorja, nekaj beljakovin in seveda to je velik delež potreb po maščobi, zadostimo seveda s temi dvema žlicama, ampak preprečujemo nihanje sladkorja, ker pač ni to ogljikohidratni obrok, razen če dodamo pač neko sadje zraven, ampak v sadju ni tako zelo veliko ogljikohidratov. Spravi, to je en tak res preprost, slasten, sladek prigrizek, drugače pa en super recept, ko smo ga tudi posneli in je tudi dolgo zdrži v hladilniku, je, da vzamemo humus. Humus naredimo tako, da v mikser vržemo čičeriko, olivno olje, sol, lahko malo česna ali pa tudi tahini, idealno seveda, ampak včasih kdo nima sezamove paste doma in damo lahko kar olivno olje. Zmiksaš, to je, koliko dolgo to traja, minuto, da narediš? Ja. Tako? Ok, spravi to, potem pa vzameš pločevinko srdelc, vzameš eno srdelico, zmešaš noter in pride božanski ribi namaz. Božanski. In to na kruh, ali pa tudi na žlico v končni fazi, je odlično. Pa ni namaz, pa je brodet. Super, veš te ideje, zdaj že mene kar ima, da bi rekel, lahko malo nehamo snemati, da si grem narediti eno od teh stvari. Zdaj sva tudi že to, kakor bi brala te moje zapiske, ker sva tele pace energije, pa vse pa stabilnost že kar lepo obdelala, ampak pri glukozi, ki jo imajo naši možgani najraje, kako res pazi, da jo doziramo ne preveč, ne premalo, pa iz pravih virov. Jaz mislim, da je to precej preprosto. Samo razmišljati treba, da jemo neprocesirano hrano. Torej, koliko fižola lahko poješ, da ga bo preveč? Ne prav veliko. Jaz sem hotel reči, fižola lahko poješ, kakor hočeš. Lahko, ampak se pravi, da bo od fižola presežek glukoze, da bi to povzročilo spajke, skoraj nemogoče, ker je fižol neprocesirano, skoraj neprocesirano, pač konzervirano oziroma kuhano, ki je v super paketku z vlakninami in pa z beljakovinami. Se pravi, če mi jemo čim bolj neprocesirano hrano, je to najboljše, da se ne moramo predozirati. Tudi recimo s kruhom že lažje, pa na kruh, lahko tudi bel kruh z maslom, tega lahko pojemo 1 kilo hitro.
Okay, mogoče kila velika. Evolucijsko smo, ne? Tako naravnani, ja, dobro. Ampak ovsenih kosmičev pa spet, a lahko poješ 1 kilo ovsenih kosmičev? Dvomim. Dvomim. Ja. Mogoče 200 gramov ali pa 300 gramov, pa to je še vedno, ne vem, si sit lahko pol dneva od tega. Se pravi, moramo razmišljati na način, da če jemo neprocesirano hrano, nam bo telo samo dalo znak, kdaj je dovolj. Čim posežemo po hrani, ki ima dodan sladkor, to piše vse na deklaracijah, to je pa prav problematično. Torej, vsi kosmiči, vsi sadni jogurti, seveda vse sladkarije, vsi sadni sokovi, vsi sokovi, ki so očitno sladkarije, razne Coca-Cola in tako naprej. Spravi, vse to nam telo ne bo javilo, da je dovolj, ker je osiromašeno živilo, ker je za naše telo še vedno optimalno živilo, ker nam da veliko energije in pač tukaj nastane ta mimohodka med tem, kaj je za naše telo dovolj in pač kaj nam telo sporoči, da je dovolj. Ne? Pri rafiniranih živilih z dodanim sladkorjem nam tega ne sporoči. Jaz sem si tukaj napisal, pojdi k sosedu rabutat fižol. Tako, pa krompir, pa zele. Lojze, če vam je zmanjkal fižol, jaz ne vem, kdo ga je vzel. Ampak prej sva pa, tako si že omenjala zdaj parkrat, tudi na začetku te omega-3 maščobe. In ob njih sta 2 luštni kratici, o katerih se meni ne sanja in te bom prosil, če mi jo pojasniš. Namreč, evo, to ni mit, ampak je, tukaj piše, da za učenje, pozornost, preprečevanje kognitivnega upada sta pomembna DHA in EPA. Kaj sta ti 2 kratici? To so dolgoverižne maščobne kisline. Pravzaprav, kaj je pomembno vedeti? Pomembno je vedeti, da se malce v svojem delovanju razlikujejo. In lahko si tako zapomniš. Recimo DHA je D kot polovica možganov. Okay? Ja. In to je lahko asociacija, to je ful dobro za razvoj možganov, zato so DHA za otročke malo bolj pomembni in ko kupujemo prehranske dodatke, sicer lahko dobimo dovolj z 2 porcijama rib na teden, dobimo dovolj omega-3, ampak če kupujemo prehranske dodatke, lahko majhni otroci, če imajo te dodatki, se pravi 2:1, da imajo DHA več, je to bolj za razvoj njihovih možganov. Okay? EPA pa skrbi bolj za srčno-žilni sistem, za počutje, za boljše razmišljanje, torej se prikrivajo delovanja, po drugi strani so pa tudi, se malo razlikujejo. Ampak ponavadi, ko kupujemo, pogledamo razmere med EPA in DHA in če gledamo recimo, mi ko smo starejši, pa moramo paziti bolj na ožilje, rečemo, hoče mi 2:1 EPA proti DHA, EPA malo več, če pa za recimo majhne otročke kupujemo, pa rečemo, mogoče je bolj fajn, če je DHA malo v prednosti, zato ker pa delujejo bolj učinkovito ali pa bolj targetirajo razvoj možganov. Zdaj, omega-3 smo rekli, mastne ribe, lahko so razni oreški oziroma lanena semena, kjer sva prepovedala, da je manjši izkoristek. Jih pa dostakrat vidimo tudi tako, na teh policah s prehranskimi dopolnili. Tlele omega-3, naš je tako dobro, da je že skoraj omega-4. In kako pa tukaj mogoče, če posežeš po teh, paziti, da ne bi vzel česa, kar bi ti lahko mogoče celo škodilo, ali pa da ne bi imelo nobenega učinka. Ja, to je dobro opozorilo, oziroma dobro vprašanje, ker ljudje mislijo velikokrat, da če je nekaj dobro, potem pač ne more škodovati. Omega-3 so zelo reaktivne in lahko povzročajo oksidativni stres, če pojemo preveč. To hitro oksidira in lahko škodljivo, če pojemo preveč. Torej, nekje priporočljiva količina za otroke in odrasle je podobna, je nekako 250 mg in moramo prebrati deklaracijo. Torej, kaj je notri v teh nekih prehranskih dodatkih? Za otročke imamo super tudi kakšne gumi, bombončke za vsebnostjo omega-3 ali pa lahko pa tudi ribje olje. Mi smo ga še na žlico, moja generacija, mi smo ga na žlico mogli. Mi smo generacija, pa ne samo ribjega olja, to je zdaj totalna zastranitev, ampak pri meni je mami še zmeri karkoli, ona reče, kaj je rešil? Ekoderm, ribja mast. No, seveda. Ker si cel teden dišal potem še. A tisto, če bi tiste ribe masti ne moreš. Dvomim, ampak bi mogla prebrati deklaracijo. Ampak vsem pa, kar si rekel, ne preveč, ampak omega-3 pa vsem pomagajo pri premagovanju stresa. Ja, ampak to je tako, kot recimo vsaka stvar, se pravi, meso je super krasno, beljakovine potrebujemo, če pojemo preveč, imamo stranske učinke tega. Hrana je super, če pojemo preveč, od nje zbolimo in umremo. Pravi, prava mera je 2 porcije rib na teden,
Če tega ni, potem, jaz vedno priporočam pisanje prehranskega dnevnika. Ja. Tako edini način, da v resnici veš, zdaj, če GPT super pomaga, a ne, si lahko tudi noter vpišeš, pa ti pove, premalo tega, svetujem, da poješ več tega. Ali pa lekarna in pa dober preparat. Ja. Če GPT, kolikor vam jaz izkušen, ki začne bloditi, a veš, da manjka vam malce železa, svetujemo, da greste do ograje in jo malce obliznete. To so tudi aplikacije, ko so bolj natančne. Ja, zato, še nek Excelček lepo narediš, pa si. Zdaj sva prišla še do ene kratice, ne? Tisti dve sta bili prej, na prvi pogled preprosti, samo 3 črke, ta je pa 4 črkovna in sicer BDNF. Sliši se kot en spodletel komad od pop dizajnov, ampak kaj v resnici je ta BDNF? Neurotrofični faktor, in zdaj si bom jaz spet pametnega naredil iz svoje jezikoslovne, če je atrofija, odmiranje, torej trofični pomeni, da je neurotrofični, da pomaga pri tvorjenju, pri gradnji živčevja. To je to. To je to. To je to. Pa, evo, To je to. se vidi, da sem jedel veliko zajtrkov danes. To so beljakovine, ki delujejo kot signalne molekule in nevronom sporočijo, treba se je prilagoditi na novo okoliščino, varujejo jih in so bistveni za kognitivne sposobnosti in testi nam pokažejo, oziroma študije pokažejo, da je, se pravi, če je dovolj te beljakovine v telesu, potem so rezultati na testih spomina, koncentracije boljši. In na njih vplivamo spet, kot smo že prej omenili, z mediteransko dieto. Se pravi, z dieto, ki vsebuje veliko antioksidantov, polifenolov, to je antioksidant, recimo najdemo v barvastem sadju in zelenjavi, v olivnem olju, v stročnicah. Če tukaj sam tako povem, to pomeni, da je sadje in zelenjava, da vsebujeta barvo, ne da greste po kantico barve in pofarbate stročji fižol. Ali pa gumijaste bombončke, ko so barvaste, ker je tudi naravno to ne. barvilo notri. Tako. Ampak najlažje si tako predstavljamo, da ima vsaka barva svojo neko funkcijo, kar drži, ampak niso vse barve antioksidanti. Mislim, je malce bolj kompleksno, ampak tako je najlažje si predstavljati. In mediteranska dieta, kaj v praksi pomeni? Pomeni malo nasičenih maščob, torej ne zelo veliko svinjine, ne zelo veliko masla. Pomeni pa veliko olivnega olja, veliko stročnic, veliko polnovrednih žit. Se pravi, prehrana, ko malce bolj se nagiba ni vegetarijanska, ampak se malce bolj nagiba k tej, se pravi, ki so ribe 2-krat na teden. Ni te strah zelenjave. Tako, pa teh stvari. tako. Ampak kaj pa, zdaj bo pa spet, kako se je ta barvana. Doskrat pa slišimo o razhudniki, ne? Paradižnik, paprika, pa to. A to je kakšen velik vpliv, ali se reče, je barva, poklukali smo jih 16, smo jih v enem dnevu pojedli različnih barv. Ja, odlično vprašanje. Verjetno, če gremo vprašati kakšnega zdravnika alternativne medicine, imajo oni svoje teorije zadaj, ki ne poznam dovolj, da bi lahko to zagovarjala. Naša medicina pravi, ko pogledamo, ali pa naše raziskave kažejo, ko pogledamo, da ljudje uživajo, se pravi 30 različnih rastlinskih virov na en teden, so bolj zdravi zaradi vpliva na črevesno mikrobioto, je tukaj noter paradajz, paprika in malancan tudi, tobak tudi, recimo, je razhudnik. Tako da to so res nianse, ki morda imajo vpliv, vendar če recimo želim zdaj midva targetirati na klasično težavo sodobnega človeka, je povišan sladkor, povišan obseg trebuha, povišan holesterol, se te težave ki imajo vpliv na smrtnost, na razvoj kvalitete življenja in potem na smrtnost prezgodno in tako naprej, na razvoj drugih bolezni, to ne bova rešila s paradajzom, če ga jema več ali manj. Če pa recimo je nekdo popolnoma optimalno se prehranjuje in želi še nekaj optimizirati, potem pa lahko obstajajo alternativne metode, da se to preveri. Ampak naša medicina ne gre v to smer. Mi gremo bolj na splošne študije, kjer pogledamo populacijo, kako se razvijajo določene bolezni in potem, kaj ti ljudje jejo. Te opazovalne študije nam nekako korelacije povejo, da tisti, ki uživajo več rdečega mesa, imajo večjo možnost za to in to bolezen. Tisti, ki uživajo več sadja in zelenjave, imajo manjše tveganje za to in to. Pač neke povezave ugotavljamo, tako konkretno se pa ne spuščamo, razen pri določenih zdravstvenih težavah, naprimer, če imamo težave s ščitnico, potem vemo, da so določena hrana, ki je tudi načeloma objektivno gledano zdrava, se je mogoče boljše izogibati ali pa je toplotno obdelati. Recimo, ne vem, če ima kdo težave z želodcem, rečemo surove hrane, nekaj časa jesti. Bolj gremo v te specifike, ne toliko v družine živil. Zdaj na eni strani imamo to mediteransko dieto, sveže sadje, sveža zelenjava,
Po drugi strani smo pa danes, spet smo pri tem današnjem tempu življenja in pri procesirani hrani, ki si je omenila, hitra hrana. Najlažje je, ko se ti mudi nekam, v stavce vzeti neki, kar zgleda, da je bilo nekoč neko neprocesirano živilo, mogoče v žlahti z njim. Kako pa hitra hrana vpliva na razpoloženje pa na možganske povezave? Predvsem je manj nevrotrofičnih faktorjev in pa je tukaj že kar hitra povezava. Potem je manj hranljivih snovi notri. Veliko je kalorij, ampak velikokrat je premalo beljakovin, razen če niso to, razni burgerji, ampak če je to recimo pomfri ali pa recimo kakšne pite ali pa sladkarije, ni veliko beljakovin noter, ni vitaminov, mineralov, ni železa, ni B vitaminov in je to, se pravi, so to pravzaprav, ne moramo reči mogoče za hamburger, da je prazna kalorija, ker še vseeno nekako nekaj vsebuje, ampak naše telo je podhranjeno dolgoročno na taki prehrani in naši možgani ne dobijo dovolj hranljivih snovi za svoje delovanje. To je začetek. Napredovanje, težav je, da se redimo, da imamo lahko povišano glukozo v krvi, torej da imamo neko predstopnjo sladkorne bolezni, da imamo lahko povišane maščobe v krvi, oziroma lahko pač že kar orang, lahko nihanje, lahko težave s tem, potem se nam lahko žile zamastijo, potem lahko nam krvni pritisk nastane in se poviša in temu rečemo metabolni sindrom in je začetek bolezenskih stanj, ki so glavni razlog, torej srčno-žilne bolezni, ki so glavni razlog, zaradi česa umiramo v sodobnem svetu. Je resna stvar. Vem, da zveni tako, pa se en hamburger, to nič ne škoduje, ali pa se je sam čokoladica. Ja, če je to enkrat na teden, vsake toliko, in če imamo dobro podporo druge hrane, ampak nepravilna prehrana je glavni razlog smrti v razvitem svetu. To je dejstvo. In da ne bova takole zdaj resno končala, si bom poslužil enega super izhoda in te vprašal, kaj pa super živila, kot jim pravimo, da mogoče preden te pošljemo na teren, kjer boš pokazala še v praksi to, kar smo se zdaj pogovarjala, kaj so kakšne taka živila še, ki jih lahko vključimo, se pravi, imeli so že si omenila, kot losos recimo, z omega-3 oljčno olje, temna čokolada. Kaj so kakšne te stvari, ali pa ne vem, kaj se reka, premaslo iz oreškov, lešnikov, oreščkov, kaj so še kakšne take stvari, pa kako jih mogoče res tako zelo, pa ne bom rekel neboleče, ampak tako brez truda skušati vključiti v neko vsakdanje prehranjevanje. Če začnemo kar pri moji najljubši hrani čokoladi, potem pač škoda jo krijemo. Mora biti seveda zelo velik delež kakava notri, recimo 80-85 bi bilo idealno. In pač rečemo... Ampak gospa, pa ni sladka! Res je. Ampak prednost tega je tudi, da pač ne moreš cele pojesti. Tako. Se pravi, moramo pogledati, katera živila vsebujejo, imajo najbolj koncentrirane hranilne snovi. To so v narekovajih super živila. Torej, kakšno suho sadje tudi, torej čokolada, sigurno rdeča pesa, absolutno, orehi, losos, jetrca. Mogoče pri rdeči pesi, jaz se dolgo časa nisem maral, čisto mogoče kot trik v solati, ne vem zakaj, Kaj ni dobra? Narezana na kocke, lepo pečena, to je pa... San sol, pa olivno olje, sanska ali pa malo česna. Še en recept je s peso, ki je meni vrhunski. Suravo rdečo peso ulupiš in jo naribaš, surova. In pol naribaš 2-krat več korenčka, zmešaš, dodaš limonin sok, potem pa lahko recimo 2 žlici praženega sezama, malo ga treba popeči, da dobi malo vonja. To damo čez, sol, to zdrži en teden, 4 dni recimo v hladilniku. To je, se pravi, kot solata, kot priloga, kot nekaj, kar daš na mizo, pa se kratko malo pika, kot recimo nekaj, kar daš na sendvič. A sem že rekla na sendvič? Lahko na sendvičov nikoli preveč, tako da lahko rečeš sendvič. Tako, se pravi, to je tudi en super vir
vitaminov, mineralov, prehranske vlaknine, ki ostane v hladilniku, pa je res okusno. To me je spomnilo na to varianto, ki je bližnjevzhodna, ki je, ki je že tudi humus prej omenjala, ki imaš pa repo narezano na trakce, pa v soku rdeče pese. To je tudi Tako. Pa mi, ker nismo tega navajeni, nam je to potem malo abstraktno, ali pa recimo tudi, zdaj nismo več pri pesi, ampak recimo kislo zelje. To bi bilo fajn, to ga lahko vsak dan malo pojemo. Kimči je rado modern, ker je pač dober, azijski, ampak naša repa vložena, lahko je celo leto jemo eno vilico, in s tem vplivamo na črevesno mikrobioto, na delovanje posledično možganov. Rdeča pesa pa je, tako si rekel. Se pravi, da vas zdaj obvestilo za javnost. Repa ni samo za ujoto, je tudi za ufruštek. Tako. Super. Mojca, najlepša ti hvala. Znova zelo izčrpno, znova zelo informativno. Zdaj pa je čas, da skočimo iz najnega studia v kuhinjo, kjer je Fiona, mama, ki jo zanima, kako z manj stresa pripravljati obroke za otroke. In dajmo zdaj s tem čudežom montaže te poslati k njej in dajmo si pogledati trike, nasvete, ki nam bodo prišli prav vsem. Danes bova naredile na začetku najbolj preprost zajtrk. In sicer vsene kosmiče oziroma mi imamo pirine kosmiče. Hočeva pa dati otrokom polnovreden zajtrk. Se pravi, pirini ali pa vseni kosmiči so precej zanimivi, ker si predstavljamo, da je to iz ogljikovih hidratov in da daje energijo. V resnici pa ima 100 gramov teh kosmičev, če pogledamo, se pravi, tukaj maščobe, so beljakovine, 13 gramov beljakovin. Kar je dosti, ne? Ja, skoraj polovica tega, kar potrebujemo v enem obroku. Tako da jaz te bom prosila, če boš ti v tole kozico dala kosmiče, mleko. Zbrali sva tudi čist naravno mleko, bio mleko, zato ker je bolj polno bioaktivnih sestavin, bolj več ima vitaminov, mineralov, kot ima nek rastlinski napitek. Lahko pa izberemo tudi recimo vodo ali pa polovico vode, polovico mleka za pokuhanje teh kosmičev. Tako jaz delam ponovadi, ker malo šparam kalorije, ampak pri otročkih pa še ponovadi ni treba, sploh ne s kakovostnim izdelkom. Oni rabijo energijo za vse dejavnosti in aktivnosti tekom dneva. Danes sem se zamislila, da bi bil ta obrok ogljikohidraten, zato da energija, ki jo dobijo, potem traja. Potem bi dodala malo beljakovin, kakor sva videla, bo jo že iz kosmičev, nekaj bo tudi iz skira. Skir to verjetno tudi pri vas doma jete? Ja, zagotovo. A kje posebej gledaš, ko kupuješ? Niti ne, pri skiru smo bolj navajeni na kakšne jogurte, čeprav se mi zdi, da je skir malo bolj zdrava različica kakih jogurtov. Več beljakovin. Pa pomembno je pa, da nima dodanega sladkorja. Okay. Tale konkretno ima na 100 gramov, če pogledava beljakovin 11 gramov. Spravi, čeprav ta izdelek oziroma ta zajtrk bo v bistvu izgledal, kot da so neki kosmiči, in včasih jih kdo zamenja za recimo kosmiče, ko jih kupimo v trgovini, pa so že vnaprej pripravljeni, ampak po sestavi pa niti približno ne bo temu podobno, ker bo ogromno beljakovin noter, pa še par dobrih stvari, ki targetirajo konkretno možgane. Odlično, pa bomo kar pokuhale. Tvoj sin je star 5 let, ne? Ja, on je star 5 let, tako da zdaj je res poln energije in se mi zdi, da je res pomembno, da ga z takimi pravimi zajtrki napolnim, da ne dajemo preveč sladkorja, da so res to polnovredne stvari, dosti sadja, zelenjave tudi, ampak mislim, da bo to en tak super zajtrk. Tako v teoriji se mi zdi, da vsi vemo, kaj je potrebno jesti, ampak rabimo pa ene take praktične primere. Tako pa preproste, pa da imaš lahko vse doma in potem kar mešaš, ne? Jaz sem danes zbrala recimo borovnice, te so ameriške, če imamo slučaj naše, slovenske, da smo šli v gost nabirati, bo še boljše, tako imajo več antioksidantov. Potem sem zbrala pa še lan in pa orehe, zaradi zelo velike vsebnosti omega-3 maščobnih kislin. To je zelo pomembno za razvoj možgančkov. Ena zanimiva stvar se mi zdi, pa jo mogoče ne vemo, ker vedno razmišljamo, otroci ne smejo jesti veliko sladkorja, ampak možgani otročkov, ker se šele razvijajo, rabijo tudi 50% vseh kalorij, ki jih pojejo, porabijo za delovanje možganov. Mi pa samo 20 nekako, Nič hudega, recimo, če potem damo v te kosmiče, ne vem, še jabolka, še borovnice. Se lahko doda v bistvu, kaj imamo sezonsko v tistem trenutku doma, na vrtu, ali kakorkoli. Se mi zdi, da je otrokom še bolj zanimivo, če nekaj sami naberejo, pa pol tisto pojejo. Tako. Mislim, da je pravzaprav to. Kosmiči se kuhajo, sicer
mi dveh nisva prej nakuhale, a ne, tako da bi mogle počakati, da se bojo skuhali, ali pa da bi se namočile čez noč. Ti bolj namakaš? Ali? Ja, jaz večinoma namakam. Res te kosmiče dosti krat pripravljamo, tako da jih namočim ali v jogurt, ali v mleko, tudi v vodo, če ni drugega doma, recimo, se tudi z vodo da. Pol mogoče malo več daš zraven kakega cimeta ali pa ga takega, pa se tisti okus popravi. Ampak ja, torej, če jih pozabimo namočiti, jih lahko pol pokuhamo. Jaz sploh nisem vedela, da jih lahko pokuham. Nujno. Morajo biti namočeni. Mislim, namočeni morajo biti toplotno obdelani oziroma fitinska kislina, to je eno antihranilo, ki preprečuje absorpcijo mineralov v kosti, se mora razgraditi. In to se razgradi zaradi temperature, tekočine, spravi, če se dolgo namaka, se razgradi, če skuhamo, se do neke mere razgradi. Pravzaprav, ker je to že valjano, ne, ker je to že malce predelano, tudi tukaj ni več toliko, kot bi bilo v naravnem semenu. Ampak vseeno pač preventivno vedno kuhamo ali pa namakamo. Jaz celo namočim pa pokuham, ker imam rada to po zajtrk. Ja, to je res. Mi je tako, mi da boljši občutek. Dobro, zdaj mogoče, ko so bolj poletni meseci, imam jaz rada tudi hladne zajtrke, ampak recimo za po zimi pa je fajn toplo, sploh taki cimet zraven je prav tisti taki zimski von, ne? Zdaj bo prišla jesen, tako. Deva mogoče kar noter v posodko. Zdaj ti kosmiči so se skuhali. Super. Jaz bom narezala še eno jabolko. Ker se mi zdi pomembno, da otrokom dajemo barvno hrano. Ni načeloma, se pravi, lahko bi tudi eno barvno, ne? Ampak več hranljivih snovi, ko damo v obrok, boljše je za otročke. Pa še otroci ne vejo, ne, da ene stvari grejo, ene pa ne grejo skupaj. Jaz sem moji Jani velikrat recimo naredila, jajčka z neko zelenjavco, potem sem dala ali kak kozarec mleka, pa mogoče malo paradižnika, pa sem dala pa še kar jagode zraven, tako na krožnik. Pa zveni tako, meni mogoče ne paše, ali pa kakmu prijatelju, ko je to videl, bilo tako tole, pa ne paše skupaj. Ampak ne, pa pasalo in zdaj navajena tako zelo raznoliko jesti. Evo, jaz bom dodala zdaj super, borovnice. Malo borovnic. Okay. Otrokom je tudi všeč, da je pisano, bi jaz rekla. Ali pa kakšne obrazke naredim. Ja, to se jim še posebej dopade. A tvoj Dante vse je? Pa načeloma je kar ješ, jaz imam največjo težavo. Opa, to ni sklopljeno, pardon. Jaz imam največjo težavo s tem, da mu prikazati nekaj novega. Tisto mu je ponavadi joj, tega ne poznam in mu je pač čudno pa jesti. Ene raziskave kažejo, da je treba otroku 10-krat ponuditi, preden bo pač sploh tako sprejel. In mogoče je fajn, če je to kar kje nastavljen, ali pa če recimo se pač bolj pogosto to dela, pa da se ne polaga preveč pozornosti na probi. Ampak tukaj je, pa pol vidva jesta, potem pa ne. Pa on tudi proba, ne? Zdaj, če bi hotela še bolj obogatiti ali pa malo spremeniti okus, potem bi dodali še malo skira. Da se tudi malo zgosti, ne? Tako. In to je res tako zelo preprost zajtrk, mislim, da ga vsi poznajo. Ampak zdaj na koncu pa še čarobna sestavina za male možgane. In sicer to je pa lanena semena in pa orehi. Lanena semena, orehi, tudi čija semena, na primer, imajo ogromno omega-3 maščobnih kislin. To so esencialne maščobe za naše možgane. Skrbijo, da se možgani dobro razvijajo. In izvoli, lahko daš kar gor. Lahko pa dodamo v bistvu katerekoli oreščke, lahko tudi recimo lešnike, karkoli ima otrok rad. Seveda. Ampak dajmo vsaj malo lana, čije in pa orehov, zato ker imajo toliko več omega-3 maščobnih kislin. Ker zdaj alge noter ne moramo mešati, tudi v kosmiče ne bomo zdaj kakih ribidi dajali zraven. Ampak ta semena imajo res največ omega-3 in evo, tako damo mogoče še malo lana. Lan je dober tudi recimo, če ima kakšni otročki težave z zaprtjostjo. Evo ga takole. V eni žlici lanenih semen je približno pokrita potreba po omega-3 maščobnih kislinah. Sedaj bi pa poudarila, in zato bo druge zajtrke, ki bova pripravile, so tudi sestavljeni iz ribic. To so maščobne kisline omega-3, ki se jim reče ALA, in te se morajo v telesu presnoviti v ene druge oblike in je to presnavljanje v bistvu zelo neučinkovito. In zato je najboljši vir v bistvu kakšna alga ali pa ribice, ampak tudi to je dober vir. Odlično. No, pa lahko verjetno še dodamo malo kakih začimbic, za bolj sladko, tu pa vidim še vaniljo. Zdaj, ko se bo začelo hladno vreme. Tako, bo cimet fajn.
Mislim, da sem pokrovček. Bom probala. Tako. To je vanilja. Vanilja daje eno tako globino jedi, jaz jo velikokrat dodajam, pa se niti ne čuti, da je zdaj okus po vanilji, ampak samo ena taka globina. Da je malo tako, bolj. tako. In pa cimet, jaz imam cimet zelo rada. Takole malo tudi pogreje. Opa. Evo. In imamo en super zajtrk ali pa super večerja. Ali pa tudi recimo kakšna popoldanska malica, ker se mi zdi, da otroci, ko pridejo iz vrtca, ponavadi niso, ali pa šole, niso ponavadi toliko lačni, vseeno jejo tam kosilo, tako da se mi zdi, jaz pogosto dam Danteju, kako tako zdravo malico, super, ne? super. Da mislim, da bo tudi za kaj takega primerno. Idealno, če bi pa tole malo drugače sestavile, pa bi prej izmlele, da bi nastalo kot neko testo, dodamo še malo maščobe, imamo pa mafine lahko. Super! Ja, in je tudi ekstra super zdrava, pa kot danes smo naredili. Zdrava sladička tako, potem še. Tako. Ali pa za mami v službo bo tudi super. Idealno, tako. Drug zajtrk, ki bomo naredile, je v bistvu super za soboto ali pa nedeljo, ko imamo več časa. Če imamo zelo veliko časa, se lahko res igramo s tem, kaj bomo jajčkam dodajali, ampak osnova je olivno olje, za katerega moramo paziti, da ga seveda ne pregrejemo. Najboljše je zdaj na olivnem olju, ne na belem, verjetno je najboljše, da uporabljamo olivno olje za jajčka. Lahko mogoče tudi kako kokosovo ali pa kaj takega, recimo pride poštev za jajčka. Ampak ko so delali raziskave, kaj je najboljše za možgane, se ugotovi, da je mediteranska dieta tista, ki podpira različne beljakovine v možganih, ki ščitijo nevrone. In to pogledno potem probamo se najbolj približati mediteranski dieti, kolikor se lahko. Zato je pač olivno olje. Pri jajčki je pomembno, da ko zberemo, da ima prvo številko 0. In kaj povejo te številke? Kaj nam ta 0 pove? To pomeni, da je to jajčka iz bioreje. To pomeni, da so drugi zakoni, kaj morajo te kokoške jesti, kako so vzgajane in je potem to jajce bolj hranljivo. Tako da moramo dejansko biti pozorni na to, katera jajca izberemo. Tako. Zdaj danes bomo za osnovo naredili neko zelenjavo, se pravi, lahko daš malo korenčka notri. Ja, Dante ima malo še ga bom narivala. Dante recimo ima ful rad korenček, že tak surovega, ker iz vrta. Tako da mislim, da mu bo ful všeč, če dodamo dejansko. Nikoli še nisem v jajčka dodala korenčka, tako da mislim, da se mu bo to dopadlo naslednjič, ko bom naredila. Spravi, kaj hočemo? Hočemo narediti čim bolj barvast zajtrk. Tako. Hvala lepa. Evo, korenček, ker je nariban, se bo hitro popekel. Pa tudi se mi zdi, da korenček da tak sladkast okus malce, ko je skuhan ali pa popečen. Tako. Malo nerafinirane soli. Potem papriko, ali pa če imamo recimo na vrtu drobnjak, ali pa če imamo špargle, ali pa recimo lahko damo tudi hokejdo bučo na drobno narezano, pride zelo okusno. Tako, zdaj najprej bova dala zelenjavo, ki se dlje časa toplotno obdeluje, na koncu pa špinačo, ker ta je hitra. Korenček, tako, dala sem čist na malo. Se mi zdi, da jajčka so res ena taka osnova. Tudi otroci se mi zdi, da imajo ful radi sploh vmešana oziroma tako omleto. In jih lahko ful nadgradiš, no? Kot smo rekli, sploh za vikend, če imaš dosti časa, lahko to dejansko zapelješ res daleč. Pa to je tak, bi rekla, najbolj uporaben obrok, ker je resnično zelo zdrav, predvsem zaradi holina. Holin je zelo povezan z možganskimi funkcijami. In če recimo res nimamo časa, pa ne vemo, kaj bi, je ena jajčna omleta lahko tudi dober nadomestek za kosilo. Rabimo seveda nek polnozrnat kruh zraven, idealno, da je potem še neki zelenjavce, ampak je res polnovreden obrok, pa je res preprosto, par minut pa je. Tako. Kaj pa recimo jajčka na oko, so verjetno omleta boljši? Zelo, kaj imamo rajši. Kaj preferiramo? Tako. Kaj recimo ni mogoče najboljše, kadar imamo jajčka, pa so potem prelite z raznimi omakami, to ni najboljše. Lahko se za hec naučimo poširati jajčka, ta so potem čisto brez maščobe, če bi recimo res zelo, zelo pazili, ampak to olivno olje, ki smo ga tukaj dodali, ima samo to dodano vrednost, da vnašamo dobre maščobe v telo. Lahko dodamo tudi še kak paradižnik, verjetno? Seveda, lahko, pa bo že malo imel okus na sataraš, kar je v redu, jaz sicer tega ne maram, vedno pa potem paradižnik zraven dan na krožnik. Ampak, kaj pa Dante, bi mu bilo ljubše, da je več stvari zmešanih notri?
Ja, tako, če bi videl, kaj je zmešano, da ni preveč, tako kot sataraš, tako zmiksano, da vidi, to je paradižnik, da se ločijo zadeve. Se mi zdi, da bi mu bilo všeč, če pa on ni prepričan, kaj je noter, pa bi znal biti malo, To pa rajši ne bi. Rajši ne bi probal. Evo, bomo dali kakega. Super. Jaz sem zelo zbirčna pri prehrani. Ja. Ne maram, da je hrana zmešana. Tole je že kar na zgornji meji. In jaz sem tudi potem svojo punčko, Ana je stara 5 let kot tvoj Dante, sem jih zajtrk pripravljala tako, da je bilo, so bile tudi mešane stvari, seveda, ampak sem jih velikokrat dodajala kar različne stvari zraven. Tako malo, kot imajo Japonci navado, recimo, ko imajo majhne posodice, pa različno hrano majhne količine. In na ta način se mi zdi, da se je navadila kar raznoliko jesti in da ni nič nenavadnega, da recimo, če imamo na mizi kako sadje, recimo po kosilu ona vzame mogoče kak sadež ali pa pred kosilom kak surov korenček, se ji zdi to kar normalno, zato ker je pač tako bila navajena jesti, da se lahko hrana meša med seboj. Tako da v bistvu lahko potem tudi k omleti dodamo, ne vem, mogoče za kak dodatek naredimo kak obrazek, da je otrokom še bolj zanimivo. Recimo iz borovnic, iz česa takega. Tako. Okay. Zdaj seveda lahko bi dali še čebulo in česen. Tukaj pa moja Ana taka, kot tvoj Dante. Oziroma ravno obratno, če vidi, da je čebula in česen, pol tega kar ne mara. Če pa ne vidi, je pa seveda mara. Ja. Evo, takole. Solimo pol še po okusu. Včasih lahko damo tudi sojino omako, da je malo drugačen okus soli, da ni vedno sol. Tako. Pazili smo, da ni bila temperatura previsoka. Kaj pa se mogoče ponavadi zraven omlete, pol damo nek kruh, kaj je najboljše, da ni bel seveda, ne? Kateri kruh je mogoče koruzni, polnozrnati? Ja, polnozrnat pšenični pirin, če tega ne prenašamo recimo tudi iz vsenih kosmičev, kruh je dober, koruzni, se pravi s čim manj aditivi, to je najbolj pomembno, pa če se le da ima... Ajdo verjetno tudi. Ajdo je tudi, ampak ta ajdov kruh, ko je tak slasten, če preberemo deklaracijo, velikokrat so noter dodatki, kot je kak sladkor, smetana, aditivi, konzervanci, stabilizatorji in temu se je pač fino izognati maksimalno. Včasih nas kar prepričajo, da je nekaj zdravo, ampak v bistvu ni toliko, ne? Ja. Zato pa je nujno, da preberemo deklaracije. A boš ti ukrasila, recimo jaz bom takole, pa dama še kruh zraven, lahko bi tudi veliko lepš naredila, pa bi na kruhek položila jajčka. Evo ga, takole. Približno. Tako. Kruhec zraven. Pa še lahko damo kak svež paradižnik. Ti češnjevi paradižniki so recimo otrokom ponavadi tudi ful zanimivi. So jim všeč, ker lahko kar celega pojejo kot eno jagodko, ne? Tako. Lahko še malo bazilike mogoče. In to zdaj ni samo zato, da mi dve dodajamo stvari kar tako, ampak vsaka stvar, se pravi vsaka funkcijo, ne? Ima funkcijo predvsem, recimo, če pogledamo zdaj v tem zajtrku, imamo notri od zelenjave, se pravi imamo paradižnik, papriko, špinačo, korenje, se pravi to je v zajtrku smo že pojedli in baziliko, se pravi 5 različnih rastlinskih tako virov smo pojedli pri zajtrku, sicer pa ponovadi nobenega, ne? Tako. In zato dodajamo, ne, kaj imam in potem jaz recimo... Pa lahko malo še borovnic damo na stran ali kakorkoli, ne? Tako, pač malo zraven, malo povečamo vsebnost antioksidantov, polifenolov in sigurno bi vsi otročki pojedli te borovnice, ki jih sicer ne bi, če se mamice ne bi spomnile, da jih damo zraven. Ja, tukaj pa v bistvu predstavljajo sladki del, ne? Tako, Jaz bi rekla, to je sladica k zajtrku v bistvu, ne? Se strinjam. Tako da, zelo preprosto, ampak zadaj se skriva zelo veliko filozofije, kaj pomeni zdrava prehrana. Pomeni, da je uravnoteženo, imamo ogljikove hidrate, beljakovine, veliko dobrih maščob, ogromno zelenjav. Zelenjava je tudi zelo dobra za črevesno mikrobioto. Te bakterije v črevesju se hranijo s hrano, ki jo mi pojemo in potrebujejo prehranske vlaknine, ki jih imamo tukaj v kruhu, v zelenjavi in pa nekje v sadju. To je ekstra super polnovreden zdrav obrok. Odlično, super. Danes delava same preproste recepte. Tako. In naslednji bo spet res mogoče celo najbolj polnovreden od vseh. Okay. In najprej bova popekle kruh na olivnem olju. Takole, čist na malo. Tukaj lahko damo v bistvu spet katerikoli kruh, v bistvu, ne? Ja, ampak prednost... Spet pazimo na
koruznega. Tako, da je polnovreden, pirinega. da ni bel, pa da nima veliko aditivov. Fajn je prebrati deklaracijo, tudi pri kruhu, če pa sami pečemo, je pa to največja zmaga. Res je. Ima tvoj Dante rad ribice? Ja, ima kar rad poljsko hrano, sicer ima ful rad tako hobotnico, lignje, ribe mogoče ne toliko, tako da vidim, da mama tukaj v bistvu spasirane, mislim, da mu bo to bolj všeč. Ja. Včasih nekateri otroci nimajo tako zelo radi ribic, zato sem danes odločila, da bova naredila srdelce. Okay. Zdaj, če imajo zelo radi ribice, damo srdelce na kruh, to je to. Kar v celoti v bistvu. Tako, ampak jaz sem se odločila, da bomo spasirali, to je bilo čisto preprosto, sem takole malo žlico spasirala in zraven bomo dodali humus. Okay. Prej smo imeli orehe, zdaj imamo ribice, srdelce, je tu kakšna povezava? Ja. Omega-3 maščobne kisline so bistvene za razvoj možganov. Pravzaprav za zdravje celega telesa, to so esencialne maščobne kisline. Esencialno pomeni, da pač jih moraš dobiti s hrano, telo jih ne more samo proizvedeti. In prej smo rekli, da je v lanu pa v orehih, ki so super živila, ampak notri so ALA oblike omega-3 maščobnih kislin, tukaj noter imamo pa EPA in DHA, torej tiste maščobne kisline, jo lahko namažeš, tiste maščobne kisline, ki jih telo konkretno uporablja. In zato, ker je pretvorba iz lanenih semen, iz teh maščobnih kislin zelo slaba, nekaj 10 ali pa 5% se samo presnovi v obliko maščobnih kislin, ki jih potrebujemo, smo dali tukaj direkten vir. Lahko bi tudi dali alge, ampak slovenski otroci alge mogoče res ne poznajo. Tako. Ampak seveda, ker je pomembno, da z zajtrkom naredimo nek stabilen nivo energije, je tukaj polnozrnat kruh z malce olivnega olja. V srdelcah je zelo veliko beljakovin in pa omega-3 maščobnih kislin. Okay. V humusu, to je pravzaprav samo čičerika, ki sem odprla pločevinko. Humus smo v bistvu naredili sami doma. Ga je najboljše delati sam, mislim, jaz ga ponavadi kupim, verjetno to ni najboljše, gotovo je bolje, če ga narediš sam doma, tudi veš, kaj si dal noter, ne? To je najbolj pomembno, ker v humusu je velikokrat veliko aditivov, potem stabilizatorjev, konzervansov, se pravi snovi, ki so nujni, da to ohrani neko stabilnost na polici, ampak v bistvu je škoda, da to jemo. Je pa res preprosto, se pravi, odpremo pločevinko, damo vodo ven, sicer lahko bi tudi uporabili za druge namene, ampak za namen humusa zlijemo stran, potem damo to v mikser, dodamo žlico tahinja ali pa olivnega olja, lahko česen damo zraven, lahko damo kakšne dodatne začimbe, zmiksamo in to je to. In to je to. To je manj kot minuta dela. V bistvu manj časa, kot da greš v trgovino kupiti humus. Absolutno. Tako jaz imam rada, da se dodaja hrani, kar se nam valja po pultu in pač tukaj smo imeli malo drobnjaka. Zdaj lahko jo takole posujemo. Tu imamo še ene rožice. Nekatere rožice so torej ožitne, ne? Veliko rožic, ne večina, ne smem reči, veliko rožic ožitnih. To je cvet od drobnjaka. Mislim, da tudi trobentice. Seveda, tako. Vrtnice recimo. Evo pa je spet za otroke malo lepše in bolj zanimivo. Tako. Potem pa lahko jaz bom dala pa še malo tukaj. Še en paradižnik. Včasih, ko tako vidiš na kakšni hrani, kakšne rožice, si misliš, joj, ampak dejansko jih je ful užitni. Ja, sploh recimo, če gremo na travnik, kaj naberemo, je pač zelo veliko. Ampak tukaj bi dala poudarek, da je, mogoče takole bom še dala gor, da malo, sem pokvarila lepo dekoracijo. Moramo pa biti verjetno tudi previdni, se res pozanimamo, katere, ne? Seveda, da ne bi pojedli kaj strupenega. Tako. Evo, in to je to res preprosto. Tudi tak namaz traja v hladilniku kar nekaj dni, lahko ga tudi zmrznemo. Lahko je tudi recimo to dobra večerja, namakamo korenček notri, super malica za To je za pred televizijo super s korenčkom, da to prakticiramo kar nekaj časa. No? Tudi srdelcem ali brez? Načeloma, za srdelcem bom zdaj probala, ker mi ful diši zdaj. Ja, diši. Tako da bom kar probala. Načeloma brez, ampak pol surov korenček ali pa kumarca zraven za večerjo je boljše kot čips. Ni primerjave, se strinjam. Evo, tako? Odlično. Fiona, zdaj pa moj najljubši zajtrk, kosilo, malce večerjo, moja najljubša hrana sploh. Zato, ker je sladka. Ampak je tudi zdrava. Jaz bi lahko vse sladko jedla, tako da iščem potem načine, koliko bi lahko na zdrav način naredili nekaj sladkega.
Ja, nekateri imamo bolj radi sladke zajtrke ali večere, nekateri smo bolj na slane, odvisno, ampak ja, definitivno otroci so zagotovo bolj na sladke v večini primerov. Sigurno. Tako da zdaj delamo en namaz, ne, z Tako. mletimi, v bistvu osnova za tale so mleti lešniki z medom, kakavom in pa potem bova ta namaz dali spet na kruh. Ne, tokrat ne, zato ker je, če je osnova, spravi lešnikova pasta ali pa rašidova bi lahko bila, ampak lešnik ima res ta bolj specifičen okus, ko zmešaš kakav, dobi okus malo po čokoladi, je to precej kalorično. Torej taka ena domača nutella je. Recimo, tako, en super čokoladni lešnikov namaz in zato, ker je to precej kalorično, ni potrebno, da dajemo na kruh, lahko seveda brez težav, ampak tokrat bomo dali na jabolko. Aha, Bomo okej. naredili jabolčne sendviče z lešnikovim čokoladnim namazom. Odlično, super, se že veselim, da poskusim. Tako, jaz bom pa jabolka lahko narežemo kakorkoli. Jaz jih bom Verjetno narezala malo bolj na tako, debele koščke, tako, ne? Da to res služi kot en. tako, semena ven. Tudi pustimo olupek. Olupek ima največ antioksidantov, ki ščitijo naše celice pred oksidativnim stresom. A je določeno, koliko moramo dati medu? Po okusu. Po okusu, to je cvetlični med. Okej. In cvetlični med ima najmanj specifičen okus po medu, Aha. zato ga jaz v takih receptih najraje uporabljam. Okay. Tako. Pa bom dodala še malo orehov, ki jih bom nasekljala. Pa tudi recimo, vem, da veliko otroka ne radi takšne namaze jejo na žlice, na žlico in je kakav pa dovolj, če ne bo pregrenko. Okay. In je seveda, to je celo neka, v bistvu tak namaz, ko si želiš, da bi otrok jedel, tudi na žlico, ker je tako poln nutrientov. Aha, njemu bo pa všeč, ker bo tako čokoladno. Tako. Mislim, okus bo imel po čokoladi, Tako. v bistvu bodo same zdrave sestavine, ne? Tako. In to je res ena jed v bistvu, oziroma pač nek obrok, ki želiš, da ga tvoj otrok je, čeprav je na prvi pogled nezdravo, ker izgleda kot navaden čokoladni namaz. Tako. Evo, in to je to. Zdaj pa Malo tako. bom poskusila, Ja. da vidim, če še bi kaj dodala. Dobro, ne? Ful. Evo, lahko ti na svoje jabolko, jaz bom na svoje jabolko namazala. Tako. Odlično. No pa še kruh nadomestimo z jabolkom. To se sploh ne bi spomnila, recimo doma. Tako. Potem pa, da izgleda malo lepše, jaz lahko malo takole. Nasekljamo kakšne oreščke, Tako. ne? Ali pa recimo še, če imamo čas, pa če se nam da, lahko še Malo borovnice. Tako. V bistvu spet, karkoli imamo doma, lahko Karkoli. porabimo. Jagode, tudi pomaranče pašejo, samo je treba malo bolj natančno jih olupiti. Tako. Evo, Tako, jaz si bom kar enih par malih vzela in bom dala kar v celoti gor. tako, zdaj, ko smo tako hitro gotovi, imamo še čas, da pojemo. Tako. To pa je res taka hitra malica. Ja. Čili. Slastno. Žalo okusno. Ali pa za namakati. Ali pa za prelive. Ali pa za osnovo za torte. Ja, ravno sem mislila reči, da bi lahko uporabili pri kakšni sladici tudi potem kot eno zdravo alternativo nekemu čokoladnemu namazu, ne? Absolutno. Hvala Mojci in Fioni, ki sta nam pokazali, kako pripraviti zajtrke, s katerimi bomo zbudili naše možgane in jih pripravili na zahtevno in učinkovito delo. Mojca, tebi najlepša hvala. V drugo si bila zdaj že v podcastu, v Šparovem podcastu, več vem, bolje jem in se mi zdi, da vsakič je nekaj toliko mnogo, tako da upam, da še kdaj prideš v goste. Mogoče kakšna zaključna misel, stavek, dva, samo kaj je tisto res pri možganih poleg spanja, kar nam bo najbolj koristilo?
Mediteranska prehrana z olivnim oljem in pa z barvastim krožnikom. Super, najlepša hvala, Mojca. In pa hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, ker ste bili z nami v imenu Špara in podcasta Več vem, bolje jem. Vas pozdravljam do naslednjič in vam vsem želim dober tek s čim več barve na vaših krožnikih.